Moje potovanje po Južnem Maroku. Besedilo Filip Perše. V prispevku bom predstavil turistične znamenitosti Marakeša in bližnjih mest Južnega Maroka, ki sem jih s starši obiskal med zimskimi počitnicami, in sicer februarja 2023. Tja smo se odpravili z letalom iz italijanskega Trevisa, do končne destinacije pa smo potrebovali slabe 3 ure. Marakeš ima nekaj več kot 900.000 prebivalcev. Zgodovinski predel mesta, imenovan tudi Medina, je zaradi svoje bogate zgodovinske vrednosti uvrščen na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Danes je glavno gospodarsko središče Maroka in ena najbolj obiskanih turističnih destinacij na afriški celini. Nastanjeni smo bili v starem delu mesta, torej v samem osrčju Medine, ki je znano po labirintu uličic ter tradicionalnih tržnicah, v eni izmed njihovih tipičnih nastanitev, Rijad. Na tržnicah, kjer je obvezno barantanje za ceno, lahko kupite začimbe, kozmetične izdelke, usnjene torbe, oblačila, košare in še mnogo več. Po glavnih turističnih znamenitostih Južnega Maroka smo potovali večinoma peš, z javnim prevozom in lokalno turistično agencijo. Mesto Marakeš je prepleteno s turističnimi znamenitostmi, muzeji, palačami in vrtovi, med katerimi so najbolj znani vrt Majorel, skrivni vrt, Secret Garden, palača Bahija, muzej kulinarike in umetnosti, Culinary Arts Museum, Anima Heller Garden in muzej Dar el Bača. Iz mesta smo se odpravili na 2 enodnevna izleta do krajev Ouarzazate in Aït Ben Haddou, ki se nahajata na robu Maroške puščave, ter do obmorskega mesteca Essaouira. Skrivni vrt. Pohajkovanje po mestu smo začeli z ogledom skrivnega vrta, Secret Garden, ki se je nahajal nedaleč od našega bivališča. Kompleks je bil zgrajen v času Sadske dinastije pred več kot 400 leti. Obnovili pa so ga sredi 19. stoletja.
V njem so prebivale nekatere najpomembnejše zgodovinske osebnosti. Zanimiv mi je bil predvsem zaradi bujnega rastja, čudovite arhitekture, pomarančevcev ter barvitosti, ki sem jo zaznal v vsakem kotičku tega čudovitega vrta, v katerem se nahaja tudi tradicionalna nastanitev Riad Jardin Secret. Palača Bahija. Palača Bahija, ki se nahaja na obrobju starega dela mesta Marakeš. Gre za stavbo iz 19. stoletja s številnimi sobanami, okrašenimi z osupljivimi štukaturami, slikami in mozaiki. Okrog stavbe pa se nahaja niz barvitih vrtov. Palača je bila v tistem času največja v mestu. Ime Bahija v arabščini pomeni sijaj. Tako kot v drugih stavbah iz tega obdobja, je tudi v tej palači lepo vidna islamska in tradicionalna maroška arhitektura. Palačo Bahija je dal ob koncu 19. stoletja postaviti Si Musa, veliki vezir sultana, za svojo osebno uporabo. Ime naj bi dobila po eni izmed njegovih številnih žena. Najstarejši del kompleksa je leta 1867 dokončal Si Musa, nekdanji suženj, ki se je povzpel in postal eden najpomembnejših pomočnikov sultana Hasana I. Salon je okrašen z izrezljanimi lesenimi prekladami iz barvnega stekla. Palača velja za prvo stavbo v severni Afriki, ki je kot okras uporabila vitraže. Palača mi je bila všeč zaradi njene unikatne barvitosti, motivov, detajlov, lepe arhitekture in zunanjih vrtov. Na žalost je bilo v času našega obiska v palači precej obiskovalcev, tako da se je bilo med prostori kar težko premikati. Vrt Mažorel. Vrt Mažorel je botanični vrt, ki ga je skoraj 40 let, od leta 1923, ustvarjal francoski orientalistični umetnik Jean Majorel. V osrčju vrta se nahaja stanovanjska vila,
ki jo je v 30 letih prejšnjega stoletja zasnoval francoski arhitekt Paul Sinois. Posest je bila rezidenca umetnika in njegove žene od leta 1923 do njune ločitve v 50 letih prejšnjega stoletja. V 1980 sta nepremičnino kupila modna oblikovalca Yves Saint Laurent in Pierre Berge, ki sta jo še dodatno obnovila. V vili je danes odprt muzej berberske kulture, v katerem so razstavljeni oblačila, nakit in umetniška dela, ki so pripadala različnim berberskim plemenom, ter muzej nakita ter umetniških del v nekdanji lasti modnega oblikovalca Yves Saint Laurenta. V bližini vrta se nahaja muzej Yves Saint Laurenta, v katerem so shranjene najpomembnejše zbirke tega znanega modnega oblikovalca. Muzeja si zaradi prenove žal nismo uspeli ogledati. Najbolj mi je bila všeč vila v izraziti modri barvi, ki ustvarja čudovit kontrast z zelenim okoljem. Vrt Anima Heller. Pravljični vrt, v katerem se nahaja zanimiva botanična uprizoritev univerzalnega avstrijskega umetnika Andreja Hellerja, se nahaja pol ure vožnje iz Marakeša. Vrt me je pozitivno presenetil, saj predstavlja pravo nasprotje živahnemu Marakešu. V mislih sem si pričaral atmosfero džungle na nekem povsem drugem koncu sveta. Sprehajali smo se po poteh, posajenih z eksotičnimi drevesi in grmičevjem ter paviljoni in skulpturami. Vse navedeno mi je ob pogledu na gorovje Atlas pričaralo nepozabno doživetje. UZZ Ait Ben Hadu. Z najetim avtomobilom smo se odpravili do mesteca UZZ, ki se nahaja v puščavskem delu države in leži na nadmorski višini 1160 metrov. Obiskali smo največji filmski studio v Afriki, Atlas Studios, prizorišče snemanja filmov Lawrence Arabski, Lawrence of Arabia, Gladiator, Prince of Persia, Kingdom of Heaven, dela serije Igra prestolov, Game of Thrones in še mnogo drugih. Zaradi njegove priljubljenosti ga imenujejo kar hollywoodska vrata v puščavo. Poleg filmskega studia mi je bila na tem območju najbolj zanimiva vasica
Aid Ben Hadu, ki zaradi svoje edinstvene arhitekture uvrščena na seznam UNESCOve svetovne dediščine. Mestece mi je bilo všeč predvsem zaradi puščavske arhitekture, številnih prizorišč, na katerih so snemali številne filme, ter puščavskega vzdušja. Essaouira. Do obmorskega mesta Essaouira smo se odpravili z lokalno turistično agencijo. Na poti, ki je trajala dobre 3 ure, smo opazovali koze, ki so se pasle na arganovih drevesih, ter obiskali tradicionalno pridelavo arganovega olja, ki ga največ na svetu proizvede ravno Maroko, ter se uporablja v kozmetične, farmacevtske in kulinarične namene. V mestu sta mi bila najbolj všeč slikovit grad na mostu ter počivališče starih ribiških ladij, ki sta mi pričarala nepozabno kuliso ob pogledu proti Atlantskemu oceanu. Maroška kulinarika. Na tem potovanju smo spoznali, da ima Maroko zelo dobro in raznoliko kulinariko, ki jo je vsekakor vredno poskusiti. Maroška kuhinja je mešanica berberske, andaluzijske, sredozemske in arabske kuhinje. Od mesa uporabljajo predvsem govedino, piščančje, kozje meso, ovčetino in jagnjetino. Pri kuhanju uporabljajo veliko začimb, predvsem kumino, črni poper, ingver ter kurkumo. V kulinariki so pomembne tudi dodatne arome, kot so arganovo olje, limonina kisla kumarica, olivno olje in kislo sadje. Poskusili smo veliko različnih jedi, od katerih so mi bile najljubše kuskus, tažin, rfisa, begrir in msemen, pastila, maroška pita z mesom in mruzija. Moji občutki. Maroko je zanimiva država, predvsem zaradi tradicionalnih tržnic, barvitih motivov, prelepih, hitro spreminjajočih se pokrajin, bogate kulture, izvrstne kulinarike in zgodovinskih mest. Enotedensko potovanje po južnem delu Maroka mi bo ostalo v lepem spominu, predvsem zaradi svetovno znanih turističnih znamenitosti v mestu Marakeš, pa tudi drugih krajev, ki smo jih obiskali. Ouarzate, Aid Ben Hadu, Essaouira, Anima Heller Garden. Mesto Marakeš mi je bilo še posebej všeč zaradi pisanih tržnic, bogate kulture,
arhitekture, umetnosti, zgodovinskih objektov in muzejev. Rad se bom spominjal tudi arabske hrane, ki je bila povsem po mojem okusu, s pestro začinjenostjo in prepletom različnih okusov.